Dober dan, danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Z možem sva se odpravila z ladjico na drugo stran zaliva, kjer bova potem pot nadaljevala peš. V zalivu je na stotine ribiških čolnov, ki jim reče lucu in imajo tradicionalno rumeno, zeleno, modro in rdečo barvno kombinacijo. Lucu izvire iz italijanske besede guco, kar pomeni ribiška ladjica. Have a look on your left, a nice view of the boats. These are all fishing boats, okay? On your left. Te znamenite pisane čolne vidiš skoraj na vsaki razglednici, turističnem prospektu, knjigi, fotografiji, skratka vse posod. Tukaj vidimo pristanišče Marsašlok, kjer je glavni tovorni terminal. Gre pa za 11. največje izvozno kontejnersko pristanišče v Evropi. Točno čez to pristanišče pa sva tudi midva prispela na Malto. Zapeljali smo se okrog Rta del Mara, kjer so še vedno delujoče soline. Malta ima seveda veliko simpatičnih zalivov. Danes pa bova obiskala najbolj priljubljene, kjer najdemo naravne bazene z bistro vodo. Popular because one can reach it with a car. So on Sunday we have many swimmers here. Ja. ما نسلاوش نقسمو لا ساكم مثلا go ahead بس ساكم يلستو الشوط ما نسلاوش ندوبو حافظ ما اسمع أنا دين على البر طيب Mal naprej pa so nas ustavili varnostniki. Razlog je bil pa ta, da je filmska ekipa v naslednjem zalivu snemala prizore za film. Očitno sva se odpravila v pravo smer, če je res tako lepo. Po nekaj minutah so nas potem spustili naprej. Tukaj je mini ribiška vasica, kjer še vedno živijo ljudje, lovijo ribe in poleti pridelujejo sol. Evo, v tem zalivu je filmska ekipa. Preden smo pristali, smo se zapeljali še mimo naravnega okna. Zraven se pa že formira novo okno, kjer bo morska voda s pomočjo vetra počasi prebila steno na drugo stran. 50 years ago that hole was very little. Now it's getting bigger and bigger. Tudi za nazaj smo se morali ustaviti za 2 minuti, ker je snemanje še kar potekalo. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Tako, najina ladjica je zdaj odpeljala. V tem čudovitem zalivu naju je mornar odložil in zdaj greva pa naprej peš. Za začetek se greva pa tudi midva v tem zalivu vršt v vodo. Evo, super, še en pozdrav od mene. Osvežila sva se, zdaj greva pa tja gor na kosilo. Lokal deluje kot ena ilegalna beznica, ampak dobila sva pa en dober sendvič, pa tudi odžejala sva se. Tukaj se je pa dejansko začela najina pot, okrog 2-3 najlepših zalivov na tej strani Malte. Tukaj sva zdaj na vrhu tega zaliva, kjer nama je prej mornar pokazal naravno okno. Posebnost tega zaliva je v tem, da se da do njega priti samo s plovili. Dostop do obale peš ni mogoč.
Ves čas sva hodila po robu klifa, ker se zdi precej nevarno, na več mestih pa so tudi upozorilne table. Približujeva se drugemu koncu zaliva in tukaj spodaj je tudi tisto naravno okno, ki pa ga s kopnega ni možno fotografirati. Nato sva vstopila v naslednji zaliv, ki sva ga obhodila na enak način. Ugotovila sva, da nad klifi ljudje kmetujejo, vmes pa se za preživetje bori tudi kakšna opuncija in agava. Tukaj pa bi vam rada pokazala razpoko, ki teče vzdolž klifa, kjer se bo stena slej ali prej tudi odlomila. Tukaj na vrhu klifa tak blažen mir in tišina, spodaj pa nek presran bogataš na jahti zvočno onesnažuje zaliv. Po 2 zalivih sva prišla do mesta Marsa Skala, kjer naj jo čakal še kratek spust in sprehod do najbližje avtobusne postaje. Spremljate me lahko tudi na Stradi, link od današnje hoje pa bom pustila spodaj v opisu videa. Na koncu je ratalo vse skupaj 7 km, hodila pa sva 1:44. To bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost. Bodite fajn, pejte tudi vi nekak sprehod in se vidimo. Čau, čau!